Ko dopustimo, da v nas zavlada miselnost človeške pomoči in se ne pustimo voditi Bogu in veri, postanemo kamen spotike. Tako je spregovoril papež Frančišek v homiliji med sveto mašo na praznik apostolov Petra in Pavla v Vatikanski baziliki in to temeljno sporočilo položil na srce predvsem 35 novim metropolitom, ki so prejeli pali, ki je znamenje povezanosti z rimskim škofom. Pri bogoslužju je bila prisotna tudi delegacija ekumenskega patriarhata iz Carigrada pod vodstvom metropolita Pergama Ioannisa. Biti združeni v različnosti, to je Jezusova pot, je dejal papež Frančišek. Delegaciji pravoslavne cerkve je po opoldanski molitvi sveti oče namenil poseben pozdrav in vse navzoče na trgu svetega Petra v Vatikanu povabil, da so skupaj z njim zmolili Zdrava Marijo za patriarha Bartolomeja I. Današnji praznik apostolov Petra in Pavla je praznik ne le za cerkev v Rimu, ki temelji na njunem mučeništvu, temveč je praznik tudi za cerkev po vsem svetu, saj ima vse božje ljudstvo dolguje dar prejete vere. Peter je prvi izpovedal, da je Jezus Kristus Božji sin. Pavel je to oznanjal v grško-rimskem svetu. Božja previdnost pa je hotela, da oba dospeta v Rim in tam za vero prelijeta svojo kri. Zaradi tega je cerkev v Rimu spontano že vse od začetka postala za ostale krevne cerkve duhovno središče. Ni šlo za premoč oblasti, temveč za moč mučeništva in s tem pričevanja za Kristusa. Dejansko vedno samo ljubezen do Kristusa poraja vero in pospešuje razvoj cerkve, je opoldne v nagovoru dejal papež Frančišek, na to je nadaljeval. Pomislimo na Petra, ko je izpovedal svojo vero v Jezusa, tega ni storil iz svoje moči, temveč ga je osvojila milost, ki je izhajala iz Jezusa, iz ljubezni, ki jo je čutil v njegovih besedah in videl v njegovih dejanjih. Jezus je bil poosebljena Božja ljubezen, je dejal papež Frančišek.